Z nami v studiu je ekonomist gospod Bernard Brščič. Gospod Brščič, najprej čisto na kratko, ali se morajo komitenti Probanke in Faktor banke in v drugi vrsti potem tudi ostalih bank komitenti bati? Ne, nikakor ne. Zagotovljena je likvidnost, garancija v višini milijarde 30 milijonov evrov, zagotavlja ne samo komitentom z depoziti do 100 tisoč evrov, ampak vsem komitentom, ne glede na višino vlog, popolno varnost, tako da razlogov za bančno paniko ni. Na kratko, torej, če smo komitenti druge banke, da ali ne v ponedeljek na banko in dvigovati? Ne. Odlično. Zakaj se je vlada po vaše odločila za likvidacijo in ne za stečaj in ali obstaja kakšen boljši scenarij? Poglejte, dejansko gre za stečaj. Način z vpeljavo garancije v višini milijardo evrov je pa namenjen temu, da bo prišlo do socializacije izgub. Namesto, da bi zapitke tajkunov in pa zlasti omrežja Foruma 21, ki je lastniško vpleten v Faktor banko in Probanko, namesto, da bi to poplačali sami lastniki, primarno in sekundarno tudi deponenti z depoziti nad 100 tisoč evrov, se je vlada očitno odločila za reševanje teh nasedlih tajkunskih zgodb in v ta namen v enem dnevu povečala slovenski javni dolg za 3% bruto domačega proizvoda, oziroma, če sem bolj plastičen, samo v petek je prišlo do povečanja dejanskega proračunskega primanjkljaja kar za 50% in je skočil iz planiranih 6% na 9%. Zdaj, samo na kratko, vse skupaj se verjetno ni moglo zgoditi brez vednosti Bruslja. Pričakujete kakšen negativen odziv ali nasprotovanje z Bruslja? Mislim, da ne. Nenazadnje je Banka Slovenije za ta sramoten ukrep, ki je po moji oceni primerljiv zgolj z vdorom Slobodana Miloševića v denarni sistem Narodne banke Jugoslavije leta 1989, se je zgodil z blagoslovom tako Evropske centralne banke kot Bruslja. Obeh teh institucij pravzaprav ne zanima slaboumnost slovenske vlade, ki je davkoplačevalcem naprtila novo milijardo evrov za zapitke, ki jih Janez Novak, slovenski slehernik, nikakor ni povzročil. Se še vrnemo k pogovoru. Gospod Brščič, kdo je torej kriv, kdo bi moral kazensko odgovarjati v primeru teh dveh bank? Poglejte, verjetno uprave in nadzorni sveti, primarno, sekundarno regulator, gospod bivši guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, medtem ko za ta škandalozni in predrzni način reševanja, ki se nam je zgodil v petek, pa novodobna slovenska trojka, se pravi gospod Jazbec, gospod Čufer in gospa predsednica vlade. Seveda ne impliciram, da gre za kazensko odgovornost, politična odgovornost in pa zlasti bodočih generacij, ki bi bodo morali ta zapitek milijarde evrov petkov zapitek odplačati, pa gotovo ta zapitek in račun še pride. Najlepša hvala. Prosim.